Zgodovinar, publicist in politik dr. Laszlo Gönc je na domoznanskem večeru v pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti predstavil dve svoji novi publikaciji. Osrednja tema obeh je Prekmurje in madžarska narodna skupnost v Prekmurju. Prva knjiga je doslej išla le v madžarskem jeziku in osvetljuje pot Prekmurja v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Dr. Laszlo Gönc o prvi knjigi. Je, da po tako veliki vojni, kot je bila Prva svetovna vojna, bilo izredno težko spostaviti tako razmerje sil in pa take pogoje za ponovno delovanje družbe v širšem kontekstu, kar si danes ne bi si mogli predstavljati, če žal spet ne bi videli take dogodke na svetu, kot jih žal tudi danes vidimo. Torej, to so izredno tvegane situacije. No in posredno je tudi naše območje, ožje območje, pač Prekmurje, bilo vključeno v to vprašanje, predvsem zaradi tega, ker je na območju današnjega Prekmurja tedaj večinsko živelo slovensko prebivalstvo, sicer tedanjo etnično razmerje je bilo nekoliko drugačno, kot je današnje. Približno je bilo med 15 pa 20% pripadnikov madžarske narodnosti. Seveda tisti, ki so tedaj v tistem obdobju podpirali pripadnost območja Prekmurja k madžarski državi, bilo bistveno več, ker novo nastalo južnoslovansko državo praktično niti niso poznali, pač večina niti ni poznala, ker je tudi nastajala prav v tem obdobju, neposredno po Prvi svetovni vojni. No, ampak ne glede na to, bom rekel, da glede na okoliščine, ki so obveljale tudi v drugih regijah, je bilo Prekmurje tako območje, kjer se je, oziroma o območju katerega se je skoraj na koncu mirovne konference se odločalo. V svoji drugi knjigi se Gönc dotika časa osamosvajanja Slovenije in madžarske manjšine v luči takratnih dogodkov, predvsem v spremembi zakonodaje in izzivih madžarske narodne skupnosti v Sloveniji v obdobju 1989–1991. Jaz sem v tem delu oziroma tej knjigi poskušal povzeti tudi tisti vidik, kako je madžarska narodna skupnost doživljala obdobje osamosvojitve Slovenije in pa demokratizacijo družbe, pa tudi vidik, kako je tedanja oblast pristopala do vprašanja urejanja pravic avtohtonih narodnih skupnosti. Torej, zdaj več ali manj je to zajeto v tej publikaciji, in sicer od sprejemanja ustavnih amandmajev še k tedanji, bom rekel, socialistični ustavi iz leta 1974, pa pol nadgradnja tega, ki je delno sledila že v amandmaji, pol pa še bolj intenzivno pri pripravi nove slovenske ustave. Sem pa tudi poskušal na osnovi tedanjih pričevanj in pa tedanjih zapisov priti do spoznanja, da kako je madžarska narodna skupnost sprejemala sploh slovensko pač osamosvojitev, in tukaj moram pač poudariti, da je ta želja po osamosvojitvi Slovenije v sami madžarski narodni skupnosti bila nekako podobna, procentualno gledano, kot v večinskem narodu. Do tedaj se je že madžarska skupnost integrirala v slovensko družbo v taki meri, da to vprašanje za narodno skupnost oziroma za njene pripadnike sploh ni bilo vprašljivo. Gönc je na domoznanskem večeru dodal še, da bo obsežnejše delo, ki zajema čas po Prvi svetovni vojni v doglednem času, išlo tudi v slovenskem jeziku.